Močna neurja, ki so minulo noč zajela večji del države, so povzročila večjo škodo na objektih, zlasti v obalnih občinah, kjer je veter odkrival strehe in podiral drevesa. Kar nekaj občin, največ na Gorenjskem, je ostalo brez električne energije. Agencija za okolje je sinoči izdala tudi opozorilo glede naraščanja rek. V Vipavski dolini in na Goriškem največ težav povzroča burja, v povprečju dosega do 100 km/h. Promet je prepovedan za tovorna vozila s ponjavami, za vsa ostala pa v takšni burji velja omejitev hitrosti. Ministri slovenske vlade naj bi danes obravnavali predloge novel 3 zakonov z področja javnega naročanja, s katerimi bi prenesli določila evropske direktive glede javnega naročanja na področju obrambe in varnosti. Na dnevnem redu vladne seje je tudi pobuda za pogajanja in sklenitev državnega poroštva za posojilo Evropske investicijske banke za projekt TEŠ 6. Napovedano nižanje višine prispevka, ki ga za delovanje Radio-televizije Slovenija prispevajo gospodinjstva, je sprožilo nekatere zaskrbljene odzive. Tako je na predsednika vlade Janeza Janšo pismo naslovila generalna direktorica Evropske radio-televizijske zveze Ingrid Deltenre. Poudarila je, da razumejo, da so finančne razmere težke, vendar ekonomska kriza ne sme biti izgovor za onemogočanje poslanstva RTV Slovenija, ki mora ponujati kritično politično ter ekonomsko poročanje, zagotavljati pluralnost informacij ter programe in teme, ki zadevajo vse državljane v raznoliki družbi. Odbor Državnega zbora za kmetijstvo in okolje se bo na današnji izredni seji med drugim seznanil s posledicami letošnje suše v kmetijstvu in gozdarstvu. Prve ocene suše, ki so jih članom odbora posredovali z kmetijskega ministrstva, znašajo 128 milijonov evrov. Suša je po oceni kmetijskih svetovalnih služb, ki je opravila oceno na posameznih območjih, prizadela vsa območja, najmanj Gorenjsko in Koroško. Ustavno sodišče obravnava zahtevo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in varuhinje človekovih pravic za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona za uravnoteženje javnih financ. Pred sodniki je na zahtevo Zveze sindikatov še zakon o dodatnih interventnih ukrepih, na zahtevo skupine poslancev pa novela zakona o poslancih. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik pa je na Ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena varčevalnega zakona, ki se nanaša na znižanje pokojnin okoli 26 tisoč upokojencem. V zahtevi med drugim opozarja na ustavno sporen način sprejemanja zakona, kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov ter kršitev človekovega dostojanstva. 2 eksploziji in požar so sredi noči prebudili stanovalce v starem centru Idrije. Ogenj je povsem uničil eno osebno vozilo, resno pa poškodoval fasado zgodovinskega zaščitnega starega žitnega skladišča. Vse dopoldne so območje pregledovali kriminalisti in iskali vzrok požara. Po pričevanju bližnjih stanovalcev pa naj bi na trgu odjeknili 2 eksploziji, ki sta bili verjetno povezani s kasnejšim požarom avtomobila. Po nekaj več kot 6 mesecih se je danes na mariborskem okrožnem sodišču s priznanjem krivde za Kosto Turnerja, Ivana Vinka ter Vasjo Turnerja končalo sojenje v eni od najbolj razvpitih stavniških afer pri nas. Zoper Zvonka Hajška in Gorana Šukala, ki krivde ne priznavata, pa se bo kazenski postopek nadaljeval. Kosta Turner in Ivan Vinko, ki ostajate v priporu, bosta morala v zapor. Prvi za 3 leta, drugi pa za 3 mesece manj. Vasja Turner pa bo prisojeno kazen v višini 1,5 leta lahko odslužil z družbeno koristnim delom. Vse 3 pa čaka še plačilo stranske denarne kazni in odvzem premoženjske koristi. Slovenski odbojkarji danes začenjajo drugi del kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2013. Drugi turnir bodo odigrali pred domačimi gledalci v mariborski dvorani Lukna. Želijo si potrditi najmanj drugo mesto v skupini, s katerim bi se uvrstili v dodatne kvalifikacije. Spomnimo, v skupini E se skupaj s Slovenijo za mesto na Evropskem prvenstvu borijo še ekipe Nemčije, Švedske in Ukrajine. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Na vzhodu in jugovzhodu bo dopoldne še občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo delno jasno zmerno oblačnostjo, zjutraj pa bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite.
Na Pragerskem želijo z evropskimi sredstvi zgraditi novo železniško postajo in 3 podvoze. Zaradi zavrnitve pogajanj o dvigu plač sindikat SKEJ napoveduje enodnevno stavko. Mons in Maribor sta postindustrijski mesti, ki želita s pomočjo kulture doživeti nov razcvet. Bodite z nami ob 18.